I'm good, thanks. But Dana, sorry. Shh. You have to listen to me. Pridna. Listen to me carefully. Please. Pridna si. This is not how girls behave. No. Trenutno se nahajamo v Y galeriji, kjer predstavljam svojo zvočno in prostorsko instalacijo z naslovom Re-Sister. V prostoru v bistvu najprej opaziš, da je ta prostor totalno obdan v rdečo barvo, z rdečimi lučmi, rdečimi zavesami in tepihom. In potem, ko vstopiš noter, opaziš 3 glasove, ki se nekako s tabo pogovarjajo oziroma signalizirajo razna sporočila. V teh 3 glasovih dostikrat prepoznamo recimo avtoriteto, recimo glasove naše mame, očetov ali pa celo učiteljev. V drugem glasu prepoznamo sovrstnike oziroma sovrstnice, ki tudi v bistvu nas vzgajajo, in pa tretji glas, ki je glas dvoma oziroma naš pravi jaz, pravi notranji glas, ki se velikokrat sprašuje, a je to res tisto, kar moram početi, sem to res jaz. Ja. Anywhere. Shut up. Fishkai. Look how nicely she sits. Bring him water. Do as he says. Say hello. Say thank you. Med odraščanjem nas je veliko slišali stavke, ne samo ženske, bodi pridna, bodi lepa, bodi bolj tiho, ne delaj problemov. Zanimivo pa mi je, da sem skozi to raziskavo ugotovila, da se ta glas čez čas ponotranji in postane neke vrste notranji kritik. Tako da v bistvu ne dojemam te razstave kot nujno neko feministično delo, ampak delo, ki reflektira na pač neko reprodukcijo družbenih pravil. Ker mi vse to, kar nas starši kritizirajo, to postane naš glas in potem ta glas mogoče začne celo diktirati naše obnašanje, tako da postajamo sami sebi na nek način policaji. Moja osebna izkušnja je raziskovalno izhodišče, ni pa cilj. Jaz se pogosto se ukvarjam z temami, ki jih povezujemo z ženskami ali pa s feminizmom, ampak dotikajo se materinstva, dotikajo se identitete, zaradi tega, ker v zadnjem času vedno bolj raziskujem oziroma opažam, da so tukaj tudi problemi na nek način najbolj vidni ali pa mogoče najbolj o njih govorimo. V tem primeru instalacije Re-Sister sem v bistvu začela z vprašanjem, od kod izhaja ta notranji kritik, iz kje pravzaprav on pride. Jaz osebno pač imam zelo močnega notranjega kritika, ampak ni mi bilo pa čisto povsem jasen, od kod prihaja, kdo mi ga je naselil. Tako da skozi pogovore, skozi branje določenih knjig sem ugotovila, da ga imamo v bistvu vsi, ne samo ženske, tudi moški, in da je v bistvu privzgojen, ker večina otrok samih od sebe ne gledajo nase z nekim negativnim pogledom, se ne kritizirajo, ampak enostavno samo so. Se pravi, je to neka družbena oblika, nekaj, kar nas priučijo. You need to forgive. You need to be understanding. V svoji umetnosti probam zgraditi neke veččutne, kako bi rekla, situacije ali pa instalacije, v katerih ni zares veliko objektov. S tem dajem prostor, da obiskovalec sam interpretira oziroma se spominja nekih izkušenj. Zanima me pa zelo, kaj je trigger oziroma kater spomin pride na plano. Tako da tudi zdaj v primeru te instalacije sem dobila ogromen enih, kako bi rekla, zgodbic iz spominov obiskovalk in obiskovalcev. Mene so pa tudi ful silili, da skozi objemam in ljubčkam sorodnike, pa jih nikoli nisem hotela. In v bistvu kam zdaj pelje to, da so me naučili, da moram iti preko meja lastnega telesa. Potem, vsi so, tudi moški govorili, kako so mogli biti pridni, kako je bilo najbolj pomembno, da sediš na miru, da nisi glasen, da
pač se obnašaš na točno določen način, ne. Zanima me pa tudi, kaj zazna njihovo telo, preden si v bistvu začne razlagati, ne. Tako da zato je tako pomemben ta element rdeče svetlobe, ker rdeča svetloba takoj začne sporočati, ne. Čisto na enem basic nivoju je pač to barva ljubezni, je to barva žrtvovanja, ne, love and sacrifice, je tudi recimo en občutek oziroma ta ambivalenca mene zelo zanima in je zelo prisotna pri meni kot mama, ker seveda uživam v tem, ko sem mama in ljubim svoje otroke, ampak po drugi strani je pa to tudi zelo challenging. Glih v primeru, ko se od mene kot umetnice pričakuje, da pač vse dam od sebe za art, glih tako pa se pričakuje od mene kot mame, da se žrtvujem za svoje otroke in mogoče celo postavim svojo kariero na stranski tir. Običajno v svojem umetniškem procesu začnem z neko idejo oziroma ne z idejo konkretnega vizualnega aspekta neke instalacije, ampak bolj z vprašanjem, ne. Nečesa ne razumem in potem začnem to opazovati in raziskovati, veliko berem in pol poslušam tudi druge, kakšen je njihov input in potem šele začnem razmišljati, katera metoda bo najboljša za podajanje te informacije, ne. Tako da v primeru zdaj performansa, ki sem ga izvedla za aktivacijo te instalacije, je bil pač performance najboljši način. Zdi se mi, da dostikrat sploh te, ko bi rekla, zapise ali pa liste, ki jih naredim, a ne, težko je nekoga v narekovajih prisiliti, da se bo zdaj postavil v galerijski prostor in prebral spis oziroma zapis 300 nalog mam, recimo, na primer, a ne. Tako da, če pa to naredim kot performance, pa a priori ljudje stojijo, poslušajo in počakajo, a ne. Zato tudi Dear Sister je v bistvu kakor bila neka posledica te instalacije, ker sem razmišljala, ja, to vse te zvoke imamo v glavi, vsi smo se že srečali s temi stavki, ki se bojo v tej instalaciji zdaj ponavljali, ampak kaj pa jaz lahko res naredim za svoje sestre, za poslušalke, poslušalce, obiskovalce, je to, da pač se postavim oziroma mogoče zavzamem pozicijo starejše sestre in rečem, punce, to pa to so nam naredili, sistem se ne bo zrušil s tem, ko pač mi povemo, to je patriarhat, to je sistem, ki zatira ženske, ampak šele takrat, ko začnemo o tem govoriti, takrat začnemo spreminjati. Tako da zaključim v bistvu ta performance oziroma to branje mojega pisma sestram, tako krvnim kot ideološkim, kulturnim, z stavkom, v katerem pač rečem, da drage sestre, jaz tega ne bom delala več in tudi vem ne delati tega več, ker če ne bomo vse umrle kot pridne punčke. Tega si pa v bistvu nihče, se mi zdi, ne želi. Ali pa mogoče kdo, no, kakor za koga. Želim si, da v bistvu obiskovalka in obiskovalec, ko odideta iz tega prostora in ko se opazita v nekih mislih, nekih miselnih tokih, da se v bistvu vprašata, a je to res moja misel ali je to neka vsiljena ideja, ki mi je bila podana že veliko prej. Tako, ja, mogoče da malo sproži miselni proces, glih v primeru, ko smo samokritični ali pa ko dvomimo, od kje prihaja to, ne? Čigav je ta glas v resnici. But I will not do this anymore. And neither should you, my sister. Because the alternative is to die having been a very good girl.